Dober dan. Midva se sklenila, da imava danes EPP program, pravi, ukvarjava se z EPP-jem. Zadnji sva obljubljala Zaupnico. Ampak so že zadnjič po svoje povedala, da... Predvidela sva, da ne bo kakšnih posebnih presenečenj in na tej tezi ostajava. Tako da boste predstavili to na naslednjo sredo. Ne? EPP je pa takrat, ko so bila midva še mejhna, je EPP pisal, predno so bile risanke na televiziji. Ampak danes misliva... Ekonomsko-propagandni program. Jeste. In danes misliva na en drug EPP, ki pa ne izključuje, da bodo zatem prišle risanke. Več EPP je kratica za Evropsko ljudsko stranko oziroma European People's Party, ki je nekaj minut predno sva midva prišla sem razpravljati, razposlala resolucijo o situaciji v Republiki Sloveniji, v kateri Evropska ljudska stranka prek svoje skupščine izraža globoko zaskrbljenost glede situacije. Tako kot se jaz spomnim, je bila Kominterna ta zadnja, ki je izražala zaskrbljenost zaradi stanja v takrat še Jugoslaviji ob bombaškem procesu ali pa mogoče tudi kakšnem drugem dogodku. 3 besede povejva. Zaskrbljenost izraža zaradi tega, ker je bil predsednik ene od parlamentarnih strank na prvi stopnji v Republiki Sloveniji obsojen. Uporabljaj imena, ne? Uporabljaj imena, pravim. Ne uporabam. Ja. Se pravi, Evropska ljudska stranka izraža zaskrbljenost, ker je bil na prvi stopnji obsojen predsednik SDS Janez Janša. To je razlog za zaskrbljenost. Drugič izražajo pričakovanje, da bodo na višjem sodišču v 3 mesecih zadevo končali. Hkrati pa izražajo pričakovanje, da bo Janez Janša ostal del slovenskega političnega življenja. Pa potem še nekaj o ilustracijah pa tako naprej. Ne? Ja, vse skupaj, zdaj, jaz sem tik pred zdajci prebral, ki si mi poslal. Ne? Prvo, kar sem te vprašal, je, a je to res, ne? Da velja poklicati pristojne na EPP. Ti si me vprašal, če gre za šalo. Ja. A je to šala, ne? Ja. Drugo, kar je treba k temu povedati, je pa še to, da v uvodu najprej, da poskuša narediti dramaturški uvod, da je Evropska komisija ugotovila, da pri nas vladavina prava oziroma sodišča v vsej polnosti še ne delujejo tako, kot bi morala. Takoj za to ugotovitvijo se pa vse fokusira na SDS oziroma na Janeza Janšo in na proces proti Patrii. Ne. No, jaz sem potem, kolikor na hitro sem pač to dobil in pač bil presenečen, nekako 2-krat prebral, pa še zdaj kar ne morem verjeti, da sem prebral to, kar sem prebral. Ne. Zdaj kar malo paf, ne. Se pravi, deva pa še to povedati. Ne? Se pravi, ta resolucija je nastala na osnovi enega precej diskretnega obiska Jiržija Buzeka, nekdanjega poljskega premijeja. Mislim, da je bil 7. ali 9. premijer Poljske po letu 1990, ki je se letos poleti diskretno mudil v Sloveniji in poizvedoval, kakšna je situacija in kakšno je stanje demokracije. To je pa bilo povezano z točno to obsodilno sodbo v zadevi Patria. Tisto, kar je zanimivo pri tej poizvedovalni misiji, je to pač, da se po mojem vedenju predstavnik Evropske ljudske stranke ni ustavil tam, kjer bi morda lahko iz prve roke kaj izvedel, to je na sodniji. Ne na Vrhovnem sodišču, ne na Okrajnem sodišču, kjer je sam postopek potekal, pač pa se je zadovoljil s tem, da je dobil pojasnila takrat obsojencev na prvi stopnji. Ne. Kar pa ni ravno znak poglobljenega preiskovanja ali pa raziskovanja ali pa osvetljevanja ali pa kaj. Ne, no, prosto, ali tukaj je treba nekatere stvari, če je to sploh res. Ne?
Pač, če se Ti še vedno dvomiš, poglej, ne, da dvomim, jaz ne morem verjeti. Ti ne moreš verjeti. Ne, da dvomim, ne morem verjeti, da je to možno, ne, ker tlej treba nekatere stvari pa zelo jasno postaviti. Ne. Ti si šokiran zaradi tega, ker si imel o Evropski ljudski stranki do zdaj kar korektne in dobre predstave. Jaz sem imel predstave, da je to ena resna politična skupina. Ja. Ker predvsem, ker je tudi prevladujoča in noter, sem tudi bil tam v Bruslju in sem tudi spoznaval ljudi iz tega bazena, iz tega pula in sem jih imel za pametne. Ne. Ja. Preprosto, srečal sem ljudi, ki so se mi zdeli izjemni. Ne. Zdaj pa ne moreš verjeti, ne morem verjeti, da je to produkt te politične skupine, prvič, ne, in drugo, kar je ne morem verjeti, da je taka temeljna, politična in če hočeš civilizacijska nekorektnost lahko ušla izpod peres take skupine, ne, tako ugledne recimo temu. Ali pa, kje pa vidiš civilizacijsko nekorektnost? Poglej, to, da nekdo iz pozicije politične partije sploh postavi pod vprašanje neodvisnost sodstva, ne, je samo po sebi šokantno. Drugo, kar je pa to, nad čemer bi najbolj morali zaupiti stranke, slovenske stranke, ki so vključene v EPP, to so pa SDS, SLS in NSI. Obravnavajo Slovenijo kot poniglavce, kot nesuvereno državo. Se pravi, državotvorne stranke, par excellence, vsaj te desne stranke se za to razglašajo, ne, a veš, se utemeljuje ravno na suverenosti in nastanku nove samostojne slovenske države, ki je kot taka subjekt mednarodnega prava, subjekt mednarodne politične kulture, subjekt mednarodnih političnih standardov, modernih standardov, v katerih je delitev veje oblasti pa absolutno nedotakljiva. Ne? Imamo 20 let države, v kateri so vse tri stranke igrale absolutno konstitutivno vlogo v velikih koalicijah. Nova Slovenija alias krščanska demokracija je bila v bistvu vpeta v najbolj pomembne državograditeljske čase, ne, če hočeš, v velikih koalicijah. SLS ravno tako, vpet so bili v praktično vse možne zakonodajalske procese, v katerih bi lahko izčistili sodno zakonodajo, v katerih bi lahko kalibrirali neodvisnost sodstva, pač na finančen način, na kadrovski način, glasovali so roke za pač trajne mandate sodnikov. Ne. SDS je 2 mandata imela premijeja, ne. In zdaj si te stranke dovolijo, da neka supranacionalna, kako ne rečem, nek supranacionalni ljudski konglomerat podučuje Slovenijo, da ni suverena država in da ne ve, kako se tem stvarem streže in da nima najbolj urejene osnovnih delitev veje oblasti, kar pomeni, da je sodstvo tako rekoč v rokah neke mafijske skupine, ki kalibrira politično usodo Slovenije. To je nezaslišano, če mene vprašaš. Ne? Ampak resnica je pa verjetno obratna, da si to ni neka supranacionalna politična skupina zmislila, ampak je verjetno bila uporabljena ravno po teh političnih skupinah iz Slovenije. Ne? No, ampak jaz si ne predstavljam, veš, da bi Evropska ljudska stranka v primerih nekih, dajmo reči, držav starejšega datuma si drznila soliti pamet, ne, da ne recimo nemško sodišče v roku 3 mesecev na višji stopnji odloči o zadevi XY. Nepojmljivo se mi zdi. Ne? To je res neslišano. Jaz še zdaj ne morem verjeti, da je to resno. Tudi če bi nemško tožilstvo obtožilo Angelo Merkel in bi bila Angela Merkel na prvi stopnji obsojena, si Evropska ljudska stranka podrazno ne bi drznila od nemškega sodstva zahtevati oziroma izraziti pričakovanje, da bo pa v 3 mesecih Zakaj to isto niso storili za Berlusconija? Se je Berlusconi enake politične diskvalifikacije do svojega pravosodja in države izrekel kot Janez Janša. Ne? Ja. Sta praktično na istem vlaku. Praktično. Ne? Mislim, tole je pa mene užalilo kot državljana in bi moralo užaliti Slovenijo kot državo. Se strinjaš s tem, da si državljan banana republike? Absolutno se s tem ne strinjam. Sem dobil pa vtis, da so parlamentarci ljudske stranke v takistem problemu, ne? Kvalifikacijskem problemu, ne? Kot se ga naslavlja na nas, da ne izrečem te žaljivke. Ne? Ampak to, kar so zdaj pokazali, ni vredno evropskega političnega subjekta. Ni vredno.
Ja, mislim, zdaj jaz čakam, veš, ker to je dejansko nekaj minut preden sva midva sem prišla, preletel nam na maile. Jaz čakam, veš, kako se bo odzvalo konec koncev Vrhovno sodišče, kako se bo odzvala strankarska pahljača. Ne? Zelo si lahko predstavljaš, da bo to zdaj zaropotalo. Ne? Jaz domnevam, da bo. Ne? Domnevam, da se bodo pač na to vsi odzvali. Ne? Tole je jaz bi na nek način tole izjavo, tole resolucijo kar videl kot pač v tem smislu prelomno, ne? Da si bo na koncu koncev Slovenija lahko rekla, da smo pa res sami od sebe odvisni. Takole si pa jaz nisem Evrope predstavljal, res ne. Ja. Dobro, treba je pač priznati, zdaj, moram biti korekten, ne. To je samo ena partaj, ne? To je samo ena združba pač nekih strank. Ja, hkrati gre pa za nevplivnejšo evropsko politično skupino. To je res, ampak ni pa to Evropska unija po svoji instituciji. Ja. To je v bistvu recimo temu neka frakcija, ne? Če se tako vzame. Najmočnejša pač, ampak je frakcija. To ni Evropska unija po svoji instituciji. Če bi se takole odzvala recimo Evropska komisija, ne, potem bi bilo to verjetno bolj zastrašujoče. Ne? Mislim, dobro, Evropska komisija se itak z drugimi stvarmi ukvarja, pa verjetno... Ali pa če bi parlament Evropski izglasoval tako resolucijo. Ne? Ja, ampak recimo Svet Evrope, ne, je povabljen, ne, da pride opazovati. Ne. Ja. Tisto, kar mene res čudi, ne, je to, ne, veš, pravzaprav na kakšen način, ne, je bila ta resolucija pridelana, ne, ali pa sfabricirana. Ne. Je bila pridelana na način, ko je dejansko avtor tega poročila zelo selektivno zbiral informacije, ne. Ni šel, prej sem omenil, ne, ni šel na sodnijo, ne, tudi ni šel po mojem vedenju na tožilstvo, po mojem vedenju ni šel na policijo, ne, ki bi morda lahko kaj povedala. Ne. Do neke mere jaz razumem, ne, veš, Evropsko ljudsko stranko, da se ukvarja s tem, da nastopa kot sindikalni zaščitnik svojega delavskega razreda. Ne. Ja, ampak po drugi strani, ne, je pa tako, da neka elementarna dostojnost, ki upošteva delitev veje oblasti na 3 veje. To je problem, se sam to. Vse ostalo rečeš, absolutno ne, samo pravico, ampak celo človek bi pričakoval in predpostavljal, da bodo pač pripadniki nekih širših političnih skupin oziroma da bodo širše politične skupine branile interese svojih pripadnikov. To se meni zdi res samoumevno. Ampak to, da pa poseže in da podvomi v korektnost delitve veje oblasti, ne? In to v državi, v katerih so sistem vzpostavljale ravno tiste stranke, ki jih zdaj brani, to je pa komedija. Mislim, ne samo komedija, to je tragedija. Ne? To ni Evropska unija več. Kaj smo naredili zdaj? Neko srednje evropsko pobudo za objokovanje konzervativnega socializma na avstro-ogrski podlagi. Kaj je zdaj to? Tako je Metternichov sistem funkcioniral, ne? Tako je Avstro-Ogrska funkcionirala. So se malo zmenili za politične okoliščine, potem je pa načelnost, pač modernost nekako padla pod Blutenbodni ideologijo. Tlej pa isto. Ne? Ja. To ni, oprosti, to pa je, se mi zdi kar nek mejnik. No? Velika regresija, lahko jih je sram. Slediva temu mejniku naslednji teden, a bo dobil kakšen razvoj dogodkov. Ne glede na to, reči tako, ja. Ne, če pa jutri vlada pade, bo pa prišla takoj to skomentirati. Ja, to je prvo, kar je, drugo, kar je moral pa glede tega reči. Ne, recimo, kako bi midva reagirala, če bi se kaj takega zgodilo na levici. Ne? Nekaj temu podobnega. Ne? Lej, mislim, če bi kaj takega levica naredila, bi jaz dosti bolj jasno pokazal na vzporednice med petlanjem kominterne v sodne procese v ranki Jugoslaviji. Vsej kominterni se je tudi zdel, da ima levica ima dolg spisek grehov na to temo, ne? In vendar si tega ne dovoli. Ne? Ja. Jaz sem
malo tudi zaradi žlehtnobe, ampak moj 3-minutni raziskovalni napor ni bil uspešen. Sem šel preverjati, ali je Kominterna ob bombaškem procesu zavzela kakšno stališče. Tega podatka nimam. Ne? Še nimaš. Ja. Mogoče pa to dokumentacijo o stališču Kominterne do bombaškega procesa najdem. In nedvomno, ne, če bi socialistična internacionala naredila nekaj podobnega, bi rekel, ni čudno, da je to socialistična internacionala naredila, se je od Kominterne naprej tega navajena. Ne. Seveda. Pa dobro, malo bi bil tukaj krivičen do socialistične internacionale, ampak bi se mi zdel, da je ta mala krivičnost na mestu. Hvala lepa. Upajmo, da jutri ne naprej, ne? Sicer pa že jutri, če bo vlada padla, mislim, da ne bo.